Potrebujemo posebnega odposlanca Združenih narodov za vodo. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se udeležuje konference Združenih narodov o vodi, ki se je na sedežu Organizacije Združenih narodov začela danes. Predsednica republike je nastopila na velikem plenarnem zasedanju držav. V govoru je pozvala k imenovanju posebnega odposlanca Združenih narodov za vodo, k rednemu medvladnemu dialogu in izpolnjevanju ambicioznih zavez za zaščito voda. OZN, New York, 22.3.2023. Sporočila za javnost, govori, mednarodne aktivnosti. Potrebujemo močnega mednarodnega zagovornika vode. Potrebujemo posebnega odposlanca ali odposlanko Združenih narodov za vodo, je v govoru na plenarnem zasedanju držav pozvala predsednica republike in poudarila, da poziv podpira več kot 150 držav, ki so prepričane, da bi imenovanje posebnega odposlanca sprožilo nujno potrebne nadaljnje ukrepe za zaščito voda. Predsednica Pirc Musar je izpostavila nujnost rednih medvladnih srečanj OZN na visoki ravni, namenjena vodi. S takim svetovnim pogledom stanja vsaki 2 ali 3 leta ne bi le ohranjali zagona, za katerega smo poskrbeli na tej konferenci, temveč bi tudi poganjali postopek nadaljnjega ukrepanja, je dejala. Predsednica republike je poudarila tudi pomen uresničevanja ambicioznih zavez. V nagovoru je predstavila zaveze, s katerimi želi Slovenija prispevati k upravljanju voda ob upoštevanju enakosti spolov, zaščiti vodnih virov in infrastrukture z večjim upoštevanjem mednarodnega humanitarnega prava, boljšemu dostopu do odprtokodnega usposabljanja na področju upravljanja voda, nadgradnji čezmejnega sodelovanja na področju voda z znanostjo, tehnologijo in upravljanjem obnove vodnih ekosistemov ter nadgradnji sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje. Predsednica Republike Slovenije je v imenu Koalicije za čezmejno vodno sodelovanje predstavila skupno izjavo koalicije, ki jo sestavlja več kot 40 držav, regionalnih povezav in mednarodnih organizacij, mednarodnih finančnih institucij, nevladnih organizacij, akademskih in raziskovalnih središč, združenih, da bi ohranili in pospešili čezmejno sodelovanje na področju voda. Namen tokratnega srečanja držav, ki simbolno sovpada z obeležitvijo Svetovnega dneva voda, je celoviti vmesni pregled izvajanja ciljev mednarodne akcije Združenih narodov Voda za trajnostni razvoj 2018 do 2028. Cilji tega akcijskega desetletja se osredotočajo na trajnostni razvoj in celostno upravljanje vodnih virov za doseganje družbenih, gospodarskih in okoljskih ciljev. Poseben poudarek je namenjen mednarodnemu sodelovanju in vključevanju žensk, otrok, mladih, starejših, invalidov, avtohtonih ljudstev in lokalnih skupnosti za dosego teh ciljev. V nadaljevanju se bo predsednica republike udeležila več dogodkov ob robu konference. Nocoj bo nagovorila udeležence sprejema Afriške ministrske konference o vodi kot predstavnica države članice EU. Sinoči na predvečer začetka konference se je udeležila delovne večerje, ki sta jo priredila sopredsedujoča konferenci, tadžikistanski predsednik Emomali Rahmon in nizozemski kralj William Alexander. Predsednica Pirc Musar ima načrtovanih tudi več dvostranskih srečanj. Predsednico republike na konferenci spremljata ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon in minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan. Sledi besedilo govora predsednice Republike Slovenije, preveden v slovenski jezik. Govor predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar na odprtju plenarne konference Združenih narodov o vodi 2023. New York, 22. marca 2023. Velja govorjena beseda. Ekscelence, gospe in gospodje, Slovenija je ena od evropskih držav, ki so najbogatejše z vodo. Imamo srečo, vendar se ne smemo zadovoljiti s tem. V Sloveniji vodo varujemo z zakonom. V naši ustavi je voda zapisana kot temeljna človekova pravica. Bogate zaloge vode v Sloveniji so zavarovane kot javna dobrina in ne kot tržno blago. Dobro se zavedamo, da nas čaka še veliko dela tako na državni kot tudi na mednarodni ravni.
Zaščititi moramo naše ekosisteme. Vsem moramo zagotoviti dostop do čiste pitne vode. Kakovostna pitna voda ne sme biti nedosegljivo razkošje. Konec koncev je neizpodbitna človekova pravica in nenadomestljivo javno dobro. Zato se moja država in njeni prebivalci, zlasti civilna družba, odločno zavzemajo. Gospe in gospodje, voda je življenje, voda je obstoj, voda je mir. Kot pravi avtor zgodbe o morski zvezdi, če je na tem planetu kaj čarobnega, to domuje v vodi. Vendar pa smo ljudje s svojim delovanjem naš planet spravili iz ravnovesja. Vodna in podnebna kriza ter kriza biotske raznovrstnosti se medsebojno prepletajo in poglabljajo. Naša pravica do zdravega okolja izhaja iz pojma okoljske pravičnosti. Če hočemo, da so naši podnebni ukrepi učinkoviti, ne smemo zanemariti človekovih pravic do čiste vode in sanitarne ureditve za vse. Vemo tudi, da težave z vodo različno vplivajo na otroke, ženske in moške, zato moramo oblikovati politike, ki bodo zadovoljile potrebe vseh. Pravičnost na področju vode bo pripomogla k prepotrebni preobrazbi v regenerativno gospodarstvo, ki ohranja naravne vire za prihodnje rodove. Kako lahko to dosežemo? Seveda potrebujemo odločno ukrepanje in svetovno solidarnost. Prvič, nujno potrebujemo močnega mednarodnega zagovornika vode. Potrebujemo posebnega odposlanca ali odposlanko Združenih narodov za vodo. V ta namen je več kot 150 držav podpisalo poziv, ki je pomemben korak k večji usklajenosti prizadevanj za vodo znotraj in zunaj Združenih narodov. Odposlanec ali odposlanka bi sprožila nujno potrebne nadaljnje ukrepe. Drugič, predlagam redna medvladna srečanja Združenih narodov na visoki ravni o vodi. S takim svetovnim pregledom stanja vsaki 2 leti ali 3 leta ne bi le ohranjali zagona, za katerega smo poskrbeli na tej konferenci, temveč bi tudi pognali postopek nadaljnjega ukrepanja. In tretjič, uresničevati moramo svoje državne zaveze. Slovenija je že predložila ali je v postopku predložitve zavez, s katerimi želi prispevati upravljanju voda ob upoštevanju enakosti spolov, zaščiti vodnih virov in infrastrukture z večjim upoštevanjem mednarodnega humanitarnega prava, boljšemu dostopu do odprtokodnega usposabljanja na področju upravljanja voda in nadgradnji čezmejnega sodelovanja na področju voda z znanostjo, tehnologijo in upravljanjem obnove vodnih ekosistemov, ter nadgradnji sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje. 153 držav ima vodna telesa, ki segajo čez državne meje. Slovenija, ki pretežno leži ob zgornjem toku rek in je bogata z vodo, je aktivna pogodbenica konvencije o vodah iz leta 1992. Konvencija je normativni in praktični okvir za pošteno in učinkovito čezmejno sodelovanje. Rada bi vas povabila na 10. srečanje pogodbenic konvencije o vodah, ki ga bo Slovenija gostila oktobra 2024. Obsežnejši seznam slovenskih zavez smo razdelili navzočim. Gospe in gospodje, nobena država ne more biti ravnodušna in vsi lahko še kaj izboljšamo, kar velja tudi za mojo državo. Izkoristimo to konferenco in akcijski program za vodo, da bi v naših družbah pametno, vključujoče in pregledno zaščitili ter obnovili vodne vire.